Najprej lep pozdrav vsem starim znancem. Zdravo, banda. Upam, da ste dobro. Hvala za vsa vprašanja, ki mi jih napišete. Hvala za poslušanja in za odzive in vse ostalo. Zdaj pa še pozdrav vsem ostalim, ki mogoče prvič vidite napis Rožnata dolina. To je podcast. Jaz sem Katja iz te doline in vsaka 2 tedna prinašam neke nove sogovornike in zgodbe. Če so vam teme, ki jih pokrivam, všeč, lahko poslušate še kakšno epizodo za nazaj. Predvsem pa seveda spodbujam, da se naročite, subscribate na podcast, ga ocenite in komu sporočite zanj. Hvala lepa. Danes, bom začela v preteklosti pravzaprav. Pred približno 2 letoma sem iskala nekoga, ki živi v kombiju, ker takrat je bil tak van life, to življenje v kombiju kar v porastu. In več ljudi mi je priporočilo Jana Pirnata. So rekli, da je zelo v redu fant in dober fotograf. In sem ga seveda, kot narekuje Firbec, leta 2021 se mi zdi, na Instagramu našla, postokala in mu napisala en message. In danes, ker imam očitno preveč časa, sem 5 minut scrollala skozi najin pogovor čez vsa ta leta, da bi našla točno to sporočilo, ki sem mu napisala. In pazite tole. To sem napisala torej, ne? Dobro jutro. Sem Katja, novinarka z Vala 202. Trenutno za podcast iščem nekoga, ki živi v kombiju, pa mi je veliko ljudi priporočilo tebe. Pa sem rekla, da je verjetno najbolje, če ti kar pišem. Pa me zanima, če ne sprašujem preveč, če še živiš v kombiju in če si mogoče kaj v Sloveniji te dni. Hvala za odgovor, želim lep dan. Rožica emoji. In Jan je odgovoril. Hej, majhna je Slovenija, hehe, sem tukaj, hvala, da si pisala. Še vedno živim v kombiju, mi je res priraslo k srcu. Edina stvar je, da se s tem ne bi zares želel izpostavljati. Kako si pa zamislila temu podcasta? In tako sva si začela z Janom dopisovati. Jan je kljub temu, da me je skenslal, predlagal, da se vseeno dobiva in spoznava. Pa sem rekla, valjda, zakaj pa ne? In je prišel s kombijem, me pobral pod blokom, jaz sem prisedla, odpeljal me je na barje, tam sva se pogovarjala o življenju in ugotovila, da se pravzaprav res štekava. Postala sva frenda in včasih greva tudi skupaj plezati. Toliko kot čas dopušča, seveda, 2 freelancerjema. Jan Pirnat danes torej še vedno živi v kombiju in kot fotograf vidno raste in se razvija. Je pa Janova zgodba nekaj posebnega tudi zato, ker ga danes lahko ne bi bilo več. Jan ima namreč cistično fibrozo, kronično bolezen, zaradi katere so zdravniki ob diagnozi, ko je bil star le 2 meseca, predvidevali, da skoraj gotovo ne bo dočakal več kot 20 let. No, Jan jih je pravkar dopolnil 31. In tudi o tem bo spregovoril, upam. Kako je misli, da boš umrl, kako se ti dojemanje lajfa in smrti spremeni. Če boste le počakali z nami do konca. Ampak najprej bova seveda o domu na 4 kolesih. Kje je lula, kje je kaka, kaj vse se je zanimivega dogajalo okoli kombija, kje so najbolj divji placi, kjer je parkiral, kako se seveda fotografija povezuje s tem njegovim življenjem. In še marsikaj, če me bo pobral, ko me bo pobral, jaz ga zdaj tle čakam pod blokom, da potrobi, da pride. Poglejmo, ni ga še. Počakajmo še malo. Aha, mislim, da je to on. Ne. Kar neki, ne, to ni on. A Jan me kliče. Halo? Oj, evo, jaz sem Klepr. Aha, vidim. A si zdaj greš za nazaj na glavno? Kje si? Jaz ti. Kaj imaš ti Citroen? Evo. Sem levo zavil, da obrnil na glavno. Jaz sem tle, kaj me vidiš?
Se lahko pridem nekam, tle boš lahko obrnil, misliš? Okay. Zdravo. Rahli kaos. Zakaj? A tle? Maje s tem kombijom vedno. Ne, se lahko izprša do tebe, ne? Sam nisem vedela točno, kjer si, ki so bili 3 kombi. A ja, jaz sem izdelal, da jih je več. Ja. Kako si? Ej, v bistvu ful dobro, sem se naspala, ti? V redu. Ja. Kaj si rešil, no? Kaj si imel za reš? Semi. A misliš kaj, za In sva se vozila v tak klanec, da ne jaz, ne on nisva vedela, če bo vas vozila. Čekaj, zdaj gremo gor v višino, koliko? Ne vem, po moje, ne vem, koliko visok bo prišla, malo čez 1000 po moje, ampak jaz še nisem šel nikoli toliko visok s tem kombijom. Kaj? Mislim, tle, na tej cesti. Zato, ker vedno grem laufat tle, ampak mislim, da bo prišla. Malo je strmo. Čekaj, kaj veš, sploh še boš lahko kje obrnil? Ne, se če ne boš šla v Rikvart zdal, če bo tako. Ampak bova že. Čekaj, sva v Kamniški Bistrici. Ja, od izvira Kamniške Bistrice zdaj naprej, potem v Makadamu. Ker sicer ne vem zdaj kam pele, tako, ampak naprej po Makadamu pa v hrib gor. Divje. In potem sva prispela na eno krasno jaso. Vse okoli so bile gore in jesen, listje, barve, res je bilo lepo. Kako pa mora imeti to ful del od strana? Ne tako, da imaš, kot da bi bil pevka. Tako. Ali pa pevec. Ja. Okay. To lučko pred tebe obrnil? Tako da jaz vidim, da če snema, ne? Ja. Takole, ja. Ja. Ja, nič, tukaj sva v kombiju, gledava, kaj je to? Skuta. Skuta? Ja. Kako je lepo. Ja. Ja, ti kot fotograf, kako bi opisal ta prizor? Lep. Nič posebnega, ampak vse je pa lepo. Ja, pejte na Instagram pogledat na video, kako je. Jan, živjo. Živjo. Kako si? V redu. Bo. Bo? Počasi? Ja. Bo, ja. Zdaj, po 3 letih si se premislil, ne? Sem popustil, ja. Zakaj? Ja. Pa ne vem, se mi zdelo, da vsem, da bo lahko o tem povedala, pa tudi zdaj, toliko več časa imam, da mogoče sem bolj relevanten, pa mogoče malo manj romantičen do tega. Koliko časa zdaj že živiš v kombiju? 3,5. 3,5. Ja. Veš, kaj mi je všeč pri tebi, da veliko pač teh kombijašev, ali kako si pravite? Ne vem, kako si pravimo. Nisi del te skupnosti ravno, ne? Ne. No, večina se jih na Instagramu res izpostavlja, se fotkajo, pa glej me na Portugalskem, pa jaz in moj kombi, pa jaz in moj kuža na Irskem, pa glej tudi smučam malo, pa zraven že promoviram te smučke. Pač biznis delajo se svoje intime iz doma, ne da je to narobe, ampak ti si res skrit, nikjer ni fotk od tvojega kombija, ene fotke na Instagramu, tudi kot sem pa omenila, ne, že 3 leta nazaj se nisi želel izpostavljati. Zakaj? Mislim, ja, v bistvu sem to zbral iz enega drugega stališča, ne da bi potoval z njemu, pa ne da bi to izpostavljal, ampak iz življenja v tem noter. Čisto spoštujem vse, kar delajo drugače, ampak nekako mi ni to v spredju. Meni so druge stvari in je to sam način življenja, v bistvu izbira, kar sem jo naredil, da sem 24/7 v tem majhnem prostoru. Torej ti nisi ta, ki bo, ne vem, 2 poletna meseca šel malo potovati po Evropi, ti si v tem kombiju vsak dan. Ja, živim noter. Ja, to tudi je bila želja, da v bistvu ne naredim to, da bi pol potoval, pa da bi bilo tako, da bi pol nekje živel, pa s tem potoval, pa da bi nekje imel stvari. Ampak je v bistvu vse, kar imam, vse, kar tudi si lastim, je kle noter. In
s tem pač živim. Pa zelo je praktična stvar, kad delam za fotografijo, da sem na lokaciji, da imam vse sabo, znači ne moram doma pozabiti tudi, ker je vse skozi mano in je zelo praktično za to, kar delam. No. Tako da tudi zato, imam tako naravo dela, je to nekaj, ki mi v bistvu doda. Če bi neko drugo službo upravljal, bi bilo to pa mogoče veliko bolj moteče, tak način življenja, ne? Zdaj, če ne bi moralo biti toliko lokacijski. Ne? A si se zato odločil zaradi te naše stanovanjske krize, ker je tako bolj komod, kot praviš, oziroma kot je rekla ena poslušalka Alja, pazi to, hočeš igrati brezdomstvo za privilegirane? Mislim, tako je bilo. V bistvu korona se je takrat zgodila in veliko dela je odpadlo, veliko sem imel tudi malo več časa in nekako, ja, stvar je bila, da pač tudi najemi so bili malo pač, zakaj, če se lahko temu izognem, zakaj se ne bi, se tudi to je neka investicija, ne, ampak pač po nekaj letih se ti pol uprit obrne, ampak to je bilo takrat med korona, no, ko sem tudi časa imel več, da smo to naredila, ne. Pa jaz bi rekel, da večinoma je bolj zaradi stvari, ki mi pomenijo v življenju, in to je pač fotografija, pa veliko samo naravi, pa te stvari mi pomenijo, pa aktivnosti zunaj, plezanja, vse te hribi, karkoli že je, in je pač v bistvu kombi najboljša stvar za to početi, oziroma najbližji približek, tako, da si udobno, ampak da si na lokaciji. Je udobno? Ja, mislim, se je vse, kar rabim. Ful je zanimivo, ker veliko ljudi kdaj misli, da kompenziram z nečem ali pa kaj, ali pa v bistvu meni nič ne manjka. Jaz sem pač vse, ker sem tudi garsonjeri, sam na manjši kvadraturi, imam tuš, imam toplo vodo, imam pečico, imam štedilnik, imam skrinjo, imam hladilnik. Mislim, vse imam in tudi se mi zdi to, da imam manj prostora, je pa prej dobro za življenje, kaj slabo. Do tega še prideva. Ja. Zdaj, omenjaš pečico, tuš, mogoče bi najprej obdelala to funkcionalnost. Torej, od začetka, kako si se lotil del, kaj si najprej šel na auto.net ali kjerkoli iskati? Tam se začne. Ja, tam se je prodal moj prejšnji avto in sem kupil pač kombi, transportan takrat, ne. In pa se je ta predelava zgodila, pač sem naredil načrte, neke stvari sem delal sam, neke stvari smo pomagali prijatelji, neke stvari mizar, tako malo je bilo razdeljeno, ker tudi jaz nisem imel pač vsega orodja. Če bi imel vas orodje, bi se verjetno še enih stvari lotil več sam, ampak je to pač rabaš tudi prostor, ne. To, pa se je pa malo planiranje zgodil, pa izvedba. To si vse sam postavil, mislim, da se pravi, s pomočjo ostalih, ampak... Ja, to je pač v lastni produkciji narejeno. Pa pač čiste tehnične stvari, pa voda, pa plin, pa vse te stvari, pa elektrika, pa tako pač, koliko česa rabiš, pa pol malo preračunaš, pa okoli tega malo narediš, no, koliko pa kaj bi. Kaj je zdaj s skakanjem in lulanjem? To je kemični WC. Pač kaj to pomeni? Tukaj noter ga imamo, tukaj kaj tudi tušne, to odprem, pa je tukaj noter WC tudi. Čakaj, deva zdaj opisati za poslušalce. Torej, midva sva zdaj v kombiju, sediva na sedežih, ja. Na sedežih, kjer se tudi voziva. Ja. In ko pogledava nazaj, čisto na koncu je spodaj, kaj je to v bistvu? Ja, pod posteljo je, pač so stvari, shramba, vse možno, pa je posla. Nad tem je postelja, ja? Tam nad posteljo ta omara, kaj so moje vse cunje noter. Tukaj so druge stvari, za kuhati, knjige, take stvari. Ja, in potem v bistvu od posle na koncu do naju je na desni pult, ja. Pomivalno korito, pečica, kaj je to, hladilnik, da spodaj? Ne, hladilnik je tam prpojski, pa skrinja. Okay. To so pač predalje, ja, kaj jih... teh par, kaj jih je. Ja. No in na levi strani je taka škatla. Ja, in tak... Mi je meter visoka? Ja, to je v bistvu... jaz sem se takrat pa odločil, da ne bom imel WC-ja pa tuša kot celo kabino, ker bi mi preveč prostor zaprl, takrat, ko ne uporabljam, in sem se odločil za ta koncept, ko pisaš pokrov dol, ampak se noc prehodiš pol v to... v to škatlo v bistvu. In v bistvu tako nič ni zares dela. Dol daš pokrov, greš noter, ni treba nič ekstra početi za to. Ampak je pa fajn, ko ne uporabljaš
Je pa saj odprt prostor, no, ker prostor je pač majhen. Ja, kako to funkcionira? Pač kam gre ta voda? Kje pride voda? Voda je tudi pod poslo zadnji. Voda greva pač na tleh, je tudi na podvozju en rezervar, tako da lahko rezervar, lahko pa direkt od tla, odvisen. Aha, ja, in kako ti to pumpaš, napolniš? Kje, kdaj, kako? Vodo, ki je tankam. To je pa čisto odvisno, ali pa komu na obisku, ali na teh postajališčih, ali nekje. Ja. Koliko moraš to pogosto delati? Po moje, da se pravi vode imam 110 litrov, jaz bi rekel, da imam to za 2 tedna. Aha. Če sem tako preudaren. Mislim, lahko porabim to domači uporabi, lahko v pol dneva. Ampak načeloma bi rekel tako, pravim tam enkrat na 2 tedna, da nimam preveč dela s tem. No. Ja, in kaj, če se da tudi verjetno probaš uleti pa kakati zunaj? Ja, ali pa pač sej, ali pa kje delaš, pa imaš pač v neki, ali pa v restauraciji, pa kjerkoli. Pač, ali pa pač v naravi, ja. Tako da ni zdaj, to je pač je neka opcija, ampak probaš si logistiko tako narediti, da imaš čim manj dela tudi s tem na koncu. Da moraš vsake 2 dni tankati vodo, pa vsake 2 dni vece ven točeti, ne. Ja, ampak če bi pa rabil, oziroma ko rabiš, kaj se potem zgodi s tem vecejem? Kako to, kaj to imaš kakšno škatlo, kamor se to zbira? Ja, načeloma na teh postajališčih odliješ, ko pač je to, pač se lobi tudi na nek vecej odlil, pa nekomu doma sam nočeš, ker vse ni glih optimalno, tako da načeloma to na teh postajališčih odlijem. Malo je tako, no, malo ti da perspektivo tudi okoli vode, elektrike in vsega tega, da tako malo samoumevno jemljamo stvari, ki smo v hiši. Tukaj pa ni, ne? Tukaj pa imaš ta nek mehanizem, ker razmišljaš o teh stvarih, čisto podzavestno že na koncu. No. Na začetku moraš zelo zavesten biti, da se malo loviš s tem, ampak pa to, kar laufa, boš mogel nek natočati, boš mogel nek odliti stran, da boš mogel tako. Ne potegneš samo vode in gre vse nekam in se s tem niti ne ukvarjaš, ampak dejansko verjetno si tudi bolj odgovoren, ne? Boš razmišljal malo bolj. Ja, se je zanimivo, ker nekaj te stvari sploh nisem takrat, ko sem kombi delo razmišljal, ampak ti da pa to perspektivo tudi malo, da bi mogoče lahko tudi v vsakodnevnem življenju, kaj mogoče, ko nisi v kombi, pa kaj, malo bolj pogledal, česa porabiš. Ne? Tako. Niso stvari samoumevne. Ivo zanima, kaj se zgodi, ko se shladi, kako kuriš, oziroma a je veliko vlage tukaj notri, kaj se zgodi? V bistvu je zima, je ful prijetna v kombiju, zato ker je majhen prostor in jaz imam pač, grejem na plin, imam pač en grelc od truma, ki je tudi za vodo in za zrak in se prostor res lepo segreje, tudi če je zunaj -15, -20 je noter čez 20 stopinj komot in je res prijeten prostor. Vlaga ni toliko težava zares, ker sem mislil, da bo, zato ker imamo vse v lesu, tudi malo s tem namenom, ker les tudi vzame vlago, pa malo diha, ne. Tako da to je bilo tudi s tem namenom, da prostor diha, da saj malo pomagaš s tem. Pa tudi tako, kombi ni zdaj čist dih, ne, je tako in strešeno okno in neka vrata in to in posod malo čez piha, ne, tako da se to tudi zrak malo kroži, tako da je v bistvu zrak noter je precej dober, no. Dosti boljši, kot kdaj v kakšnem stanovanju, ki je vse zadihtano, pa tako zatohlo, tega recimo kle noter ni, da bi stenstan zrak, kako se reče. Stenstan zrak, ja. Kaj pa zdaj finance? Kaj bi mogoče delil, ne rabiš seveda, ne vem, koliko si porabil za ta projekt in... Lahko delim, ja. Mislim, jaz sem še kupil kombi, ki je bil, ki so še cene malo bolj ugodne, tako da sem dal takrat okoli 9,000 za kombi, ki je imel 140,000 kilometrov, pa bil je star takrat 7 let. Pol pa predelava je bila pa nekje 14. Jurjev. Ja. Zato veliko je bilo v samo izvedbi, zato je bilo tudi je cena, veliko dražje je bilo s temi komponentami, ki so noter,
če bi dal to neko drugo izvedbo, ker komponente so dobre, pa elektrike je dovolj, pa gretje, tako kot je, mislim, za vse letne čase je tudi narejen. Ni zdaj sam gremo polet na morje, ne, je pač tako, tudi zimski, ne, in to pač tudi neke stroške za sabo potegne pri izolaciji, pa tako, no. Ampak ja, zdaj, če bi malo čez 22, bi rekel. Je bil tvoj vložek. Ja. In se ti zdaj že obrestuje? Ja, zdaj se mi že, ne, pač, če vemo, kakšne so najmine v Ljubljani, ne, Vemo. da živimo jaz sem bil vedno prej v garsonjeri in to je bilo hiter 7 do 8 tisoč evrov na leto in to so 3 leta, ne. Ampak hkrati meni to tudi predstavlja avto, ne, tako da v bistvu jaz sem un avto prodal, vzel to, pa pač to, je tako, vse v enem, ne, zdaj pač je združeno. Tvoja najemnina je pravzaprav nafta. Ja, ampak to je ful zanimivo. Ljudje mislijo, da zdaj več pokurim, ampak pokurim manj. Zato, ker ne hodim domov. Jaz pač, če delam nekaj, ne vem, recimo na Primorskem, pa če ne rabim biti drug dan v Ljubljani, bom pač ostal tam, a pa če imam kako družbo tam, grem do koga pozdraviti, karkoli, ne. Ne vozim se domov skozi in sem pač zelo enosmeren v bistvu s tem in v bistvu manj porabim kot prej, no. Rekel si, ne vozim se domov, a je torej tvoj dom še vedno nekje drugje? Ne, sem tako, ne, dom je tukaj, ne, ampak tako, vedno, ko sem v Ljubljani živel, si mogel. Ja, domov, ne, familija, je dom nek. Ja, oziroma pač stanovanje v Ljubljani nekaj je bilo. Jaz si mogel vedno zvečer nazaj prijeti. Rekel si, ne vozim se domov, torej, točno to. Kje pa spiš, kje parkiraš? Ja, zdaj ne bom preveč specifičen. Zakaj je to ilegalno? Malo razloži, mogoče to se ne vem, jaz mislim, da je. Sam ne bom razlagal, kje, ampak ne pa na teh mestu primernih tem. Ja. Tako da sem zelo po svoje in na mestih, kjer mi ustreza. Ok, mogoče bolj abstraktno, če se tega lotiva, je to v naravi, kjer sta naprimer danes, je to na parkiriščih? Ja, načeloma, zdaj to je pa zelo odvisen, kaj se mi dogaja, ali tisti dan, tisti teden. Zdaj, če imam samo delo na računalniku, pa da nima nekih obveznosti nekje v nekem mestu, pol sem zih v naravi. Zdaj, če imam pa neke obveznosti ali delo, karkoli, da sem kaj zmenjen, da moram biti v Ljubljani, ker sem pač tudi doskrat. Pač pol sem pa na ulici nekje, ne? Ali pa nekje, na nekih placih, ki sem jih naštudiral. Ja. Sem to rešil. Ja, ka moje to res ni legalno, mislim, ni legalno, ampak se mi kul na ta način povedati, a veš kaj, bizarno, ne? A to, kar povem, da šmela že za uporabno? Ja, kar lahko poveš. Ok, to už porezala vmes, ne? Ok, mogoče povemo, evo, kaj se je pravkar zgodilo. Meni je crknil snemalnik, jaz zdaj govorim na Janov Mike, bo pa on zdaj kar nadaljeval. Tako da Jan, kar povej. Ja, ne, mislim, načeloma spin tanke mi najbolj praktično, to je nekako vodilo, ampak je pa en tak hecno mi je to v zakonu, ker ti si v avtu lahko po noč buden, v točki, ki pa zaspiš, si pa ilegalen. In ta fenomen mi je ful hecen. Ker, mislim, zastopam te ureditve družbene, vem, od kje pride, pa da se nek red drži, ne, sam tako, nek hecna stvar mi je, da če si buden, si lahko, čim pa zaspiš, si pa ilegalen. A to je prav tako v zakonu zapisano? Ne vem, kako je zapisano. Absolutno pa, mislim, buden si lahko v avto, ne, z nima veze, kaj je, sam spat ne smeš noter. Si že imel kakšno izkušnjo, kot je kdo potrkal po Ne. rok? Ne. Nisem še imel. Sam tudi, če bi me ne bi ganil. Ne? Ne. Ja, kako bi rekel, bi se uprl ali bi bil tako? Ne. A pravimo uradne osebe? Spravo, od uradnih oseb mi še nobeni trku pa zbijo gor. Ampak če bi, ne vem, po moje ne bi niti odprl, bi se delo, da spim. Če bi se pa rabo s tem soočati, pa mi ne bilo težave. Ne, in tako nimam sploh. Sem jo pa razna druga random trkanja po avtu po noč. Ok, ja, ker to je bilo tudi eno vprašanje. Čakaj, da najdem. Aha, Bor, kaj se je zanimivega dogajalo okoli hiše? Bor.
Ne bom načel na Mogoče ime. Okay. Mislim, da vejo, na kaj ciljajo, sem tega na veter. Zakaj? Ti pa povem. Okay. Dobro. Res ni primerno. Dobro. Mislim, zdaj zihar ne vem za vse, kar se je dogajalo okoli hiše, ampak moje tudi boljš, da ne, ampak doskrat pa po noči razne živali, če se malo bolj nadivjem, pridejo kakšne divje svinje, pa tako malo kopati okoli, pa se pol, pa druge živali, no, pa se drgnejo ob kombi, pa vse živo, tako da tako so me že zbudile parkrat, ampak meni je to itak fajn, vedno mi jih je dobro videti, tako da me ne. Kaj medveda še nisi? Ne, imam željo, nisem ga še prav se soočil z njemu, ampak bog mal. A pol jih fotkaš ali kaj? Ne fotkam iz teh stvari. To je čisto za doživetje. A imaš kakšno fajn prigodo s kombijem? Saj vem, da je to tako na blef, ampak ne vem, a si bil na poti na Norveško in potem ti je crknil kombi in si na poti se ustavil po eni šlogarci? Ja, ne, sej, to so že govorili. Ja, teh zgodb je tok, ker sem tok časa noter, da jih malo sami porazgubijo. Tako da, težko bi nekaj izpostavil, bi rekel, da je pač cela ta pot pač zanimiva. Kje vse si že bil s kombijem? Mislim, bil sem gor na severu, bil sem pač pa kle, se pravi, če vzamem Slovenijo, pa en radius, 600 km en krog narediš, kle sem bil ogromen. Ker vsem sem vezan na Slovenijo za delo večinoma in res sem hotel noci izkusiti življenje, ne potovanje. No, tako da veliko pač Italija, Hrvaška, pa gor proti Nemčiji, Avstrija, hribi, vse to. Ampak veliko morja dol. Ampak ja, je tukaj okoli veliko stvari, ki se jih da videti, doživeti. Na katerem mestu pa si mogoče ostal najdlje, da ti je najbolj pri srcu? Jaz bi rekel, da kakšna Istra, da sem velik, ki je blizu, zaradi dela tudi, ampak hkrati je tudi lepa. Tudi za plezati je dovolj, pa tako. Mogoče Istra, da se tako večkrat, da sem se največkrat vrnil. Ja. Zdaj ta življenjski stil kombija ti v bistvu tudi konstantno zbija neko statičnost, te sili k nekemu gibanju, aktivnostim in tudi sam si zelo športen tip, ne? Tudi mogoče potem, ko se bova pogovarjala o tvoji bolezni, je to zelo pomemben faktor in ti kombi pri tem pomaga? Ali? Ja, sigurno je kombi bil vedno tak zelo kvalitetno orodje za vse te stvari početi. Ali je to plezanje, je to kolo, biti v naravi, biti v miganju, se nadihati svežega zraka, iti pač ven iz mest. In ja, to je imel pač pozitiven vpliv tudi seveda na mojo bolezen, oziroma so mi to neke vrednote, ki jih imam tudi zaradi bolezni. Oziroma ta fizična aktivnost in dihalne vaje, ki so v bistvu vsakodnevne in načeloma nek zdravo življenje je to, kar je največja podpora zdravju, seveda poleg zdravil pa nekih teh stvari, ampak brez te komponente ne gre in ja, kombi je in za fotografijo in za to je v bistvu čudovito orodje. Ja. Rekel si, da bi rad izkusil life, življenje, ne pa potovanje, torej ne neko to romantično idejo tega kombija. In kako je zdaj ta life? Zdaj si že po 4 letih, lahko mogoče malo komentiraš. Mislim, meni je všeč. Mislim, jaz sem šel zelo zavestno to in to je bila izbira, kdaj še vsem srečam ljudi, ki mislijo, da je to splet okoliščin me in da mi nekaj manjka, da sem kle noter, to je bila pa čista izbira, ker sem si želel tega. Kako to mislijo? Ja, pač, ne vem, to ni vprašanje zame. Ampak mislijo, da to ni, da je tako malo, da nekaj kompenziram. Ampak v glavnem, to je bila pač čista moja odločitev, ker sem si želel tega probati. Zdaj življenje sigurno je manj romantično, kot na Instagramu pa YouTubeu. Niso vsak dan lepi razgledi, ni vsak dan, niso ptički, pa ni mer. Ampak je tudi kdaj
treba logistično malo kaj premisliti, pa pač imaš razne nevšečnosti po poti, če si skozi noter. Naprimer, Ja, ali je kaj z avtom, ali ti zmanjka vode, kad to najmanj rabiš, ali ti zmanjka elektrike, kad to najmanj rabiš. A imaš tako, take stvari čist, ne. Ampak meni je všeč, no, zato ker se mi zdi, da ti ful osmisli tist, kar v življenju rad počneš, ker manj stvari, kakor imaš, v smislu, oziroma tukaj res naredi selekcijo, kaj si želiš in početi in kaj imaš s sabo, a ne. In tisto pol se mi zdi, da bolj živiš in to mi je bilo tudi zelo všeč v štartu. Se mi zdi, da fokus na neki. čemu si se odrekel? Tudi tako materialno, mislim. Ne prav veliko stvari, zato ker tudi prej nisem bil nek, ki bi ful kopičil stvari, ampak recimo, ne vem, oblačil sem nekaj podaril naprej, knjig, takih stvari. To je pa to, ampak... Kaj pa si tako obdržal, da tega pa ne dam? Mislim, itak je fotografska. Ja. To itak je skozi mano. Pač pa plezalno opremo imam kolo. To je to. Pa oblačila, pa kakšna knjiga. Se počutiš kdaj osamljenega tako? Ne, mislim, je taka stvar, ki je v bistvu na nek način je zna biti tudi zelo družabna. Se mi zdi, da sem več kvalitetnega časa z ljudmi, ki so mi blizu, ker vsem se lahko prvoščam, da pridem nekam, ali nek del Slovenije, ali pa kam v tujino, in sem čisto samostojna celica tam, ne, in sem pa z ljudmi, ki lahko preživim nek kvaliteten čas. Hkrati je pa tudi več samote, to sigurno. Mislim, se tudi, če si v garsonjeri, si veliko časa sam, ne, tako ni te razlike hude, ampak meni pa še oboje, biti z ljudmi in biti sam, tako da se drugač stvar ne bi toliko časa trajala, če bi imel neke hude izzive s tem, ne. Meni pač pa še, tudi biti sam, tudi odklopiti, kaj čas primeren za to in ja. Tako, ko potuješ, ne, in se vidite, tudi zdaj smo bil tle en kombija, tako se malo pozdravite, jo. Dva kombija, mi dva sva tukaj. Mislim, se zgodi, kdaj itek, se na poti pol, pa na nekih lepih mestih se srečaš, a ne, sam, da je pa rekel, da je tega zdaj ful, pa spet ne, no. Se mi je čist druga dinamika, ko živiš noter, kako pa ko potuješ. Tako da, ja, so srečanja itak bila in tudi neka poznanstva so iz tega nastala, ampak je nek drug ritem, no. To se mi zdi, kakor če bi potoval. Sigurno je bolj počasi, ne. Mislim, jaz se z veseljem ustavim na eni lokaciji za en teden, če mi čas to dopušča. Če me sam delo na računalniku, če ne rabim biti lokacijsko nekje, nimam nobene potrebe zdaj videti 100 stvari, ker itak jih bom, ker sem skozi v tem notranji. Ne rabim v 2 mesecih videti vsega, ko obstaja. In sem lahko tukaj bolj počasen, pa se mi zdi, da je to tudi meni osebno bolj mi paše. Se mi zdi, da folka gre potovati s kombijem, imaš to malo misijo, videti vse in še več čim prej. So. Ja, vse in še več. Pri tebi se zdi, kot da je manj in manj, neka skromnost. Mene je bila bolj z njo ta življenje noter, pa lahko bi rekel tudi pot, ki je s tem, tudi za življenje tako, ne, ki greš čez njo. In mi je bilo bolj to privlačno, kot pa vsak dan neki kičasti vzhodi na nekih popularnih lokacijah. Poslušalca Stojana zanima, glede na to, da nekako večina ljudi mogoče stremi k več, oziroma ne nujno več, neki nadgradnji, a ti razmišljaš, kar se tega tiče, da bi, ne vem, večji kombi ali pa boljši kombi? To ne, okoli kombija sem zelo zadovoljen, ker je sigurno bo neka točka v življenju, ki bo zelo pasal imeti neko bazo, se pravi, a je to neka hiška, karkoli. Pa imeti tam malo več prostora, predvsem ne za stvari, ne kot za, da si bi pol kopičil stvari, ampak bolj v smislu dela bi olajšal, imeti pisarno, imeti prostor za opremo, pa tudi za fotkanje. Okay. Iz tega stališča bi to bilo fajn. V smislu kombija sem pa čisto zadovoljen, vse je super in bi rad, da ga pač rihtam in ohranjam
kar se da dolgo. Ko sva se poklicala pred mesecem, 2, si rekel, da nekaj razmišljaš, da sem te mogoče še zadnji hip ujela v kombiju. Kaj je to pomenilo? Ja, bile so neke opcije, ampak se pa to še ni uresničilo. Mislim, bomo videli, kako bo. Ampak tudi v točki, če bi nekje najdel to bazo, bi kombi ohranil in bi to še vedno velik del. Bolj bi bilo, ker mi to je praktično za življenje in nasploh, ampak ja, bi bilo pa, bomo videli. Se mi ne modi nikamor, meni tukaj nič ne fali. Ni to zdaj tako, da imam neko stisko. Ni tako, da imaš poln kufr zdaj tega pa Ne, niti enkrat v 4 letih, mislim, ni 4 leta še, 3,5, nisem niti enkrat imel tega momenta, ne, da bi mi presedali ali pa kaj. Zato, ker je to čisto prostovoljno, ležite mi to res paše, ne. Ni bilo, in tudi zaradi sebe je bilo, ni bilo, nikoli nisem rabo nekih ful zunanjih potrditev, da je to neka prava smer, ker se meni zdela prava zame, ne. Tako da, ja. Nekaj, ena poslušalka je tudi napisala, da če se počutiš klaustrofobično. Ne, mislim, sploh ne. Še najmanj pa pozim. Recimo pozim si res zaprt, not nimaš odprtega vsega, ne. Sam pač udoben je tak prostor, no. Mislim, res je lepa plat tega, tudi te razgledi na koncu, no, kakor pač jih ne iščem, ampak jih srečam po poti. Res avto parkiraš kjerkoli, imaš tako lepe razglede, tudi kaj si not v prostoru, da v bistvu imaš ogromno enih stekel in vidiš česa, ne, in je tako privilegij, no, jaz to, da samo kombiju jemljem kot privilegij, ne kot kaj drugega. Bi se šel takega lajfa z družino? Ne, to pa ne. To se mi zdi ta utopija YouTubea. Mislim, zdaj, če bi potoval kot družina, za potovati je to super, se mi zdi. Ne predstavljam si pa življenja tako bolj vsakodnevnega z delom, ker recimo jaz sem zelo lokacijski, veliko se premikam in moram, ne predstavljam si, da bi skozi nekoga zraven vozil. To niti si ne bi želel. Tako da to si ne predstavljam, da bi bil skozi z neko družino. No. Pa tudi tak majhen prostor potem deliti čez nekom. Ja, ne, vse za potovanje je super, vse za družino, tudi mogoče, če ima nekdo otroke, pa hodiš okoli, to ful dober za se zbližati, pa ker res se ne moreš odmakniti, res si v eni taki mali intimi skupaj, ne. Ampak to so potovanja, ne, drugo pa, da bi rekel, da bi z družino 5 let tako živel. To pa jaz si ne predstavljam. Mogoče zadnje vprašanje na to temo, preden greva na fotografijo, bi priporočil tak live našim poslušalcem, komorkoli, ja, ne? Ne, noben me ne bi priporočil. Kaj? Pač človek, naj se vsak za sebe vidi, če je to res to, kar mu paše in če misli, da to je za njega, bo bi poročan, da naj sledi temu, kar čutne, ker je pač treba tudi izkoristiti čas, ki ga imamo in če si nekaj želiš, si pač to smera, ne. In ti si želiš fotkati celo življenje? Ja, vse zgleda, da bo tako, ja, zato ker že traja to večkrat pol življenja, v bistvu fotkam že 20 let, v bistvu, ja, zelo v osnovni šoli sem začel in nekako zgleda, da bo to z mano, ja. Kaj te vabi na te fotografije? Kaj te je privabilo do tega sploh? Zakaj si se ta ljubezen začela? Na začetku je sigurno bilo to neko navdušenje tudi tako nad nečim novim, nad tehniko, ampak jaz sem bil vedno bolj ta vizualen tip in sem se nekako našel, da je to nek medij, ki mi ustreza za izražanje. Zelo, pol pa v prihodnje, ko sem pa starejši, pa tudi veliko enih vrat odpre do zgodb, ki me zanimajo, ne? In v bistvu pač ta fotografija je pač nek umesten člen, ki mi odpira vrata, hkrati tudi, čez to imam nek vizualen izraz, ampak hkrati veliko zgodb srečam, tako pa spoznam, ne? Tako da je nekako kombinacija vsega, no, pač, ja. Kakšne zgodbe te vabijo, te vlečejo? Nič specifičnega, predvsem pač življenje nasploh. Zdaj pač imamo obdobje, ko nekaj bolj znija, pa manj, ampak načelno zgodbe ljudi, tudi ljudje kot
kot sam ljudje, tudi kot sam vizualno, nasploh, ne sam pač ljudje, tudi svet okoli nas, vse me na nek način zanima, ne, ampak mi je res odprla toliko enih vrat pa poznanstv, da si kdaj ne predstavljam življenja brez tega, tudi iz tega stališča, ne, toliko iz tega procesa, ker ni vedno samo končnem izdelku. Recimo, končni izdelek je to, kar ljudje vidijo, ampak pot do tja je pa vse ostalo, kar se ne vidi in tisto, da za življenje veliko se mi zdi. Vse po moje pri tebi podoben. Zelo podobno, zato me zanima, kako je pri tebi. Ko fotografiraš ljudi, preživiš z njimi nekaj časa, veliko časa, več... To je čisto odvisno od tematike. Zdaj, če delam neke dolgoročne projekte, je to lahko tudi pol leta, leto pa pol. So pa pol, mislim, ne zdaj v kosu, a ne, ampak po obrokih. So pa to pol tudi neka srečanja, so pa sam pol uro, 10 minut, dan. To je vse odvisno od narave projekta, ne. Zdaj, je to tudi odvisno, kaj je. Ne. Če to nekaj malo bolj osebnega, nekaj, ki tudi mene tema zanima, a pa ki je nekaj malo bolj celostnega, je več časa zelo dober meta, ne, ker se zbližaš boljš. Kdaj pa tudi dobro ustvarjati tako z neko omejitvijo, ker pa se mi zdi, da intuiciji bolj slediš in te tako bolj z intuicijo zajamaš okoli sebe, ne, če imaš zelo limitiran čas. In to je kdaj mislim, doskrat je dober, sam ne moš pa s človekom vzpostaviti tega odnosa, če si z njemu mesec, 2, 3, a ne. No, naprimer, pa mogoče, evo, zdaj, ko poslušate, se lahko odpravite na spletno stran tvojo, ne? Tako je, janpirnat.com. No, da dobite predstavo, kakšne čudovite fotografije ustvarja. Naprimer, fotografiral si patra Karla Gržana. Ja, to je bilo pa letos, ja. Ja, kako je sploh prišel do te ideje? Je bil to kakšen projekt zunanja želja? Ne, to je bila čisto moja pobuda, moje zanimanje. Dobil sem kontakt od njega in neko rahlo priporočilo in sem pač stopil v stik in je bil za. In pač pa sva se časovno usklevala nekaj časa, da sva najdla skupen termin in pa sva se srečala. Zakaj te je on zanimal, naprimer? Zelo je tak življenjski, se mi zdi. Zelo je tudi poglede, ki jih ima na družbo pa življenje, se mi zdijo zelo razmišljajoči, pa dobri. In je tako, pač nekaj zelo tazga prijetnega vdaja, tudi neko toplino, tudi ko so bila tam tisto popoldne pri njemu doma, to sem šel sam, brez kakšnega asistenta. Je bilo zelo prijetno. V bistvu doskrat polka zaključen s takim fotkanjem, ker sploh ne vem, da sem zares fotko, ker zraven se tudi spoznavaš, govoriš o stvarih in v bistvu z glavo si 100% sicer v fotografiji, ne, ampak je to neka celota. In ja, lepo je, pač se malo bolj spoznati pa začutiti človeka v nekem. Sploh, če še njegovo okolje, to meni še to ljubše, ker še tist malo več dobiš ven tega, kaj on je. Tako, ka se mi zdi spet pri tebi rada v okolju ljudi to delaš. Zato sva zdaj v kombiju. Ja. Verjetno je želja vsakega fotografa, sklepam, mogoče generaliziram, da ujame to esenco človeka, torej, če govorimo zdaj o portretih, torej, da ujameš nekoga pred kamero, točno takega, kot je, v neki iskrici. Ja, odvisno, jaz bi rekel odvisno čisto od žanra, pa kaj fotograf hoče, lahko je to, ni nujno, pač vsak ima nek svoj pogled, če je to nekaj, ki je zelo bolj na vizualnem bazira, mogoče neki drugi stvari, mogoče res loviš res podobo, ampak meni osebno, tudi največji izziv fotografije je loviti neka čustva, neke feelinge. In se mi zdi to, tukaj ne neha se učiti, ne? Mislim, tako se mi zdi taka dosti bolj abstrakten pojem, ampak loviti neke te občutke v fotki in človeka, nekih takih subtilnih stvarih, se mi zdi to, kar me ful privlači. In to ni vedno vezano na vizualno, bolje, seveda je vizualno pomemben faktor, ki je fotografija, sam pa tudi neka celota, kako gre skupaj.
mogoče kaj tudi človeku na drugi strani, kad to prvič vidi, pusti. Ampak to je pa itak od posameznika odvisen, ker vsak nekaj drugega vidi, ker je v drugem življenjskem obdobju, ima drugo zgodbo za sabo. In se mi zdi, da je tudi čar vizualnih stvari, pa tudi umetnosti nasploh, glih to, da človek najde noter nekaj zase, ker vsak vidi drugače. Zdaj pa... Kako ti, kako spraviš nekoga, kako ga sprostiš, kako... Pa jaz bi rekel, da vse se začne z nekim pogovorom. Pa prav človeka usmerjati v smer, neka ideja sigurno je v glavi, v neki smeri, ampak hkrati si pa zelo želim, da je čim bolj spontano, da je res človek to, kar je. Imam neke oporne stebre, neki, ki se nečesa malo držim, ampak večinoma me čisto odnese pol po svoje. Imam v beležki nekaj napisan, kaj grem, ampak kdaj niti ena točka ni resnična iz beležke, ker je. In ker se to zgodi, je že prav, da je bilo tako, ker je bilo spontano. Tako da bolj je pa, jaz bi rekel, čez pogovor, če zdaj taki projekti, kot je to, ki je s Karlom, ki je bila moja izbira, pa ki je tudi mene zanimal, si tudi zbereš ljudi, ki so ti zanimivi. Tako da se ti že v štartu boš, veš, da boš neke skupne točke najdel, pa vsi ljudje so zanimivi, da nav pomote, vsak ima res unikatno zgodbo, pa vsak je res je po svoje zanimiv, ampak če si pa nekoga specifično zbereš, je pa verjetno še tam malo več zanimanja, kot gre za nekoga drugega. Ja, ni pa nujno, da te najbolj zanimive zgodbe potem plačajo račune. Ja, treba je delati tudi druge stvari. Ja. Tako, in ti si freelancer. Jaz delam pač različne stvari, delam pač razne te portretne, kreativne stvari, ki so dokumentarne stvari, delam tudi oglaševalske stvari, delam pač selekcioniram, kaj delam, ampak vseeno delam pa tudi pač različno, ja, treba tudi preživeti na koncu. Kako to izgleda biti freelancer, fotograf v Sloveniji? Ok, ti zelo skromno živiš, ampak kako zdaj to pač... Mislim, ena razlika je sigurno ta, da recimo jaz na to ne gledam tako obrtniško, jaz bi to počel ne glede na to, a rabim služiti od tega ali ne. Jaz bi to počel v vsakem primeru, pač fotografijo. In ni tako mi taka obrtniška stvar, jaz ne pridem za fotoaparat sam, kaj je denar v igri, sploh ne, mene to pač... Ja, to mi je jasno, ampak vseeno me zanima, kako pač preživiš čez mesec. Ja, mislim, to je pa pač različni projekti. To je tako, zelo je razpršeno vse, no, pač so obdobja, ki je bolj sezona reklam, pa ki je manj sezona reklam. Sicer pač Slovenija je res mala, nas je kar dost, ki nekaj ustvarjamo, tako da je tako, ampak je dovolj, mi nič ne manjka. Želja je tudi tujina in tudi se stvari dogajajo zunaj in so koraki v to smer, ampak trenutno sem še kle. Ja. Kaj imaš pa mogoče v prihodnosti, kakšne želje za kakšne projekte, tvoje ideje še neuresničene? Tega je veliko, ampak ne bi tako prav specifično izpostavljal, da tudi ene stvari ne bi mogel tako prav deliti zdaj, ampak bolj bi si želel, če tako prihodnost in življenje in kariere gledam, je bolj to, da naprej delam to, kar želim, pa da sem iskren do sebe, pa da imam nek mer v sebi noter. In pa z tega mislim, da pridejo tiste prave stvari. Zdaj tako, da pa prav specifično rekel, bom pa to, neke stvari sicer imam, ampak jih ne bi takole povedal, ampak ne pa preveč, ni pa tako, da bi prav bajne plane imel za 5 let naprej, ker noben ne ve, kaj bo. Noben ne ve, kaj bo. Ja. A bi kaj spregovoril tudi o tvoji bolezni? Ja, vprašaj. Najprej mogoče, če nam poveš, kaj to je. To je genska bolezen, cistična fibroza. Pač to imam jaz od rojstva, oziroma se mi je izrazila že zelo zgodaj, pri 2 mesecih. V bistvu pljuča so taka najbolj nastradajo in tudi zaradi tega je najslabša prognoza, ampak je v bistvu tako celostna, so tudi drugi organi. Ampak recimo pljuča so najbolj tako izpostavljena.
Kaj, tvoji starši so ugotovili pri 2 mesecih, da... Ja, v bolnici sem bil s pljučnico, pa kri v blatu, ker telo ne prebavlja maščob sam po sebi, pač moram jesti encime. Zelo slabi koži, ne glih optimalni, ni kazalo dobro, ampak v točki, ko so ugotovili, kaj je šlo polno boljša. Tako da, ja, pa bilo pač, jaz sem se rodil s to realnostjo. Meni je to tak res mali del mene, ker to je moja realnost od štarta in vse te rutine, ki sem jih znotraj tega imel, pa delo na tem, kaj je bilo, pa kaj še zmer je to zelo tako avtomatizirano. In tudi vse bolnice in to je bilo, ni bil stres za mene. Mogoče za koga okoli mene, za mene nikoli. Za mene je bilo to... To je bila tvoja realnost. Moje življenje. Potem nisi bil niti za starše neka žrtev. Ne, jaz mislim, da ne. Tudi sem hvaležen, kako sta neke vrednote mi postavila in je bilo vedno, jaz sem vedno v tem noter videl nekaj lepega, nekaj pozitivnega, eno spodbudo tudi za biti tukaj pa zdaj, ne? Ker to perspektivo ti te stvari res dajo. Se je malo netipično, da kot 5-6 letnik o tem razmišljaš, pa veš, da tudi ni garant, da boš do konca osnovne šole prišel, ampak hkrati v tistem trenutku pa delaš vse, kar lahko, da si v redu, a ne? Tako da ni to stres, to je v bistvu sam, jaz mislim, da prisil v to, da si prisoten, a ne? In to se mi zdi za življenje, da je to dobro, a ne? In se je obrestvalo vse to, no pač absolutno se je. Zdaj, kot razumem, se je torej tvoje stanje izboljšalo in praktično nekako imaš dosti manj težav, kot si jih imel. Ja, mislim, čist drugače. Zelo je stabilno, izboljšalo se je, seveda. Pljuča so veliko bolj stabilna, niso zabasana več s sluzjo, z infektom in v bistvu prej je bilo tega pol deci, 1 deci na dan iz pljuč, če sem bil zdrav. Čakaj, kaj ti so pol izkašljal ali kaj? Ja, se to je bilo edini način, da si to ven spravil, ne, to je bil pač ta začaran krog, ne, to se je kupičilo noter in kolikor časa si lahko, pa si šel po bolnico na 3 različne antibiotike hkrati, pa na fulejnih terapij, da se je to nazaj postavilo in pa je ta krog, ne. In prej bilo, če sem bil zdrav, je bilo, ne vem, pol deci tega zelenega pač ven na dan, ne, to je ta realnost bolezni, ker se pljuča ne čistijo same od sebe. Zdaj zdravila delujejo pa po vzroku na ta gen in pa na te kanalčke in se ta encim proizvaja v telesu. In so pljuča čista, ni tega infekta noter, ne. In zdaj tega ni. Zdaj jaz v 4 letih, ki imam, nisem niti približen pol deci ven izkašljal. V 4 letih. To, ki je bilo prej, mislim, še res nič nisem izkašljal, no. Razen, če sem zbolel, a ne neka viroza, ki vmes sem enkrat imel, pa še to nič posebnega. In to je toliko druga realnost, ki si res težko predstavljati, koliko je šlo prej energije tja. In tudi pol prije ta druga realnost, kaj narediti s tem, viškom energije, s časom. In je tako, navzven deluje pozitivna sprememba in tudi seveda, da je, ampak prinese pa neke izzive, kjer je pač drugače, kot je bilo, a ne. Prej si bil navajen tudi tega ritma iz bolnice, a ne. Iti, ne vem, 1-2 na let, daj tudi 3 noter, kakorkoli je bilo pač potrebno. Kdaj tudi ne, ni bilo treba vsak let, saj jaz sem tudi kakšen let zmogel ne iti. In pač ritem je bil. Res je bilo treba 2-3 ure na dan temu posvetiti, če sem bil zdrav, ne. Če sem bil slabši, pa še enkrat več, a pa še več. Temu, se pravi, to govorimo o dihalnih vajah, o inhalacijah, o pridihavanju, o fizioterapiji, vse to, kar da te drži gora, ne. Kako se ti je realnost spremenila od tega, da si mislil, da ne boš pač doživel 20 let, do tega, da so našli zdravilo in boš zdaj lahko nekako normalno zaživel? Ja, jaz nikoli nisem mislil, da to so oni mislili, da ne bom doživel 20 let. Ja, ti si. Ne, pač prognoza bolezni je bila, pač je bila slabša pred temi zdravili. In mislim, sigurno je bilo 27 let, je bila neka druga realnost
je bilo vedno sicer realnost, ki me je prisila, da sem bolj tukaj pa zdaj, ampak sigurno nisem toliko v prihodnost znal planirati. Ne. Naprimer, nisem šel zaradi tega tudi študirati v tujino, fotografijo, ki sem si vedno želel, ker nisem vedel, je vredno teh 5 let, da jaz magisterij dokončam, iti tja, zato ker se mi je zdelo boljše biti v trenutku tukaj in delati to, kar me res veseli. Isto fotografija, podobne stvari, sam še bolj v tem svojem ritmu. Ne. In iz tega mogoče nisem znal nisem razvil te uporne točke v prihodnosti delati. Zdaj se to malo učim in realno je, zdaj po 4 leta bo zdaj od zdravila, lih malo prej sem šel v kombi, se je to začel, čeprav to je čisto na ključe, nima nič veze s kombijem. Šele zdaj bi rekel, zadnjo leto in pol, ko so bile še neke druge stvari v življenju, ampak mi je dal tako malo, sem malo ponotranil to, da mogoče pa je več časa. Mogoče pa bo več časa na voljo, čeprav sem vedno tudi prej verjel, da ga imam, ampak sem se zavedal realnosti. Zdaj pa vse zgleda zelo dostopno, v smislu starosti, a ne? Ampak se pravim vedno opamant, pa iti nazaj, pa si ne imati za ziher. Ampak se pač učim tako, spremeniti ogromna sprememba je to. Težko je razložiti, če nimaš izkustva. Mogoče kdo od bližnjih ima občutek, kako je to, ampak zares izkustvo imajo pa sam ljudje, se mi zdi, da so to dobili. A zdaj tudi bi rekel, da tudi več planiraš, mogoče da razmišljaš, kaj bo čez 3 leta, ali ne? Je še vedno tvoj cilj biti v trenutku? Ja, mislim, se učim kakšno oporno točko v prihodnosti več narediti. Pa je to o življenju, ali je to o karieri, ali to karkoli, ampak se vedno pravimo nazaj upamem, da res ne iti preveč tja, ker ne vemo. Ampak prej recimo nikoli ni bilo govora, ne vem, sem tako veliko ljudi, ki odrašča, pa bom imel hišo, pa bom tam, pa imel to službo, pa družina, pa lala. Vse te teme pridejo med 20 in 30, ne, pa imajo ljudje že kar neko sliko. Jaz nisem nikoli imel nič od tega, jaz sem sam vedel, kaj red zdaj počnem in kaj me osrečuje in tudi kaj me drži pri zdravju, ne, pač kaj mi, tudi zato se mi zdi, moje zdravje bilo vedno tako dobro, ker sem počel to, kar se mi zdelo iskreno do sebe, ne. Tako da ja, kakšen plan več se zgodi, pa kakšne področje so, ki je fajn imeti kakšen plan več. Sicer se pa fajn tudi vedno upomniti, da je vedno drugače, kaj si planiramo, pa da ne vemo sploh, kaj bo jutra. Ne. Tako da ja. Tako res v življenju je to enih komponent, ker niti zdrav človek ne ve. In se mi zdi, da se kdaj preveč upiramo na, ne vem, če smo zdaj zdravi, da bomo jutri tudi, ne. Noben ne ve, noben od nas ne ve in to je tudi nekako lepo, ne. Ja. Pač ta minljivost, pa to se mi zdi pa itak pač lepota življenja, no. Ne vem, to se mi ne vem, če je lepšega. Minljivost je lepota življenja? Ja, a ni? Verjetno je, sam ne vem še tega. Ja, ne vem, mislim, meni se zdi, da to pač osmišlja pač vse, kar se nam dogaja. Se pač verjeten človek rabi skozi izkustvo to ponotraniti in recimo, da pač jaz imam od rojstva neko drugo izkušnjo in je to zelo bilo zelo realnost za mene. Kdo drug pa mogoče kje kasneje v življenju prije do tega, ali pa mogoče tudi ne, sej ni prav pa ni narobe, a ne, sam meni osebno se mi zdi, da je v bistvu v temu največji smisel vsega, da pač mine. In dobro in slabo. Ja. Je to ves čas s tabo? Je to neka tvoja ideologija oziroma samo to vedanje, to zavedanje tega? Ja, imel sem izkustvo tega zelo močno, ne, pač do svojega 27. leta je bila realnost dosti drugačna, kot je zdaj, ne. In ja, sigurno je to ostalo z mano, pa mislim, da tudi bo. Ja, Veš, kaj se mi zdi fascinantno, ne? Taka izkušnja. Se tudi noben ne ve, kaj bo, ne? Se tudi na ta zdravila, recimo, da se izkaže čez 10 let, da nehajo delati, ne vem, iz katerega razloga, ne? Ker ne obstaja to toliko časa, mislim, to obstaja toliko časa, kot jih imam jaz, ker smo mi začeli, mislim, v Ameriki je bilo to 1 leto prej, pa pač nimaš testne grupe, mi moramo to sami, ker ne se zelo malo, ne?
In tudi, če ta zdravila nehajo delati čez 10 let, jaz ne bom nič, nam razočaran, ne bo to nekih negativnih čustev v meni, ampak bo bolj sam ena zahvala za ta obdobje, ki je bil pač bolj stabilen, ki bi dal neke nove priložnosti, pa neke nove izkušnje. Ne jemljem si to tako za zihar, da to pa zdaj bo skozi. Ja, ampak to mi Želim si ne, zato ker je past, če bi. Si želel večnosti ali česa? Ne, če bi past bi bila, se mi zdi to, če bi mislil, da bo to vedno, da bo vedno tako, kot je, ker ne bo. Če ne drugega se staramo. A ne? In jaz in ti. Ja, in to je lepo, a ne. Tudi pač in življenje pri 60-70 bo sigurno drugačno, če bomo pač živi, kot je zdaj. In to je prav temu. Ne rabimo niti izgledati, kot je zdaj. Ne rabimo se biti na ta način operativni in funkcionalni, kot smo zdaj, a ne. Pač čar je v staranju. Ne. Zanimivo mi je ta... mislila bi si, da glede na tvojo diagnozo in na to, kaj bo pa jutri, kaj se bo zgodilo, da bi bil tako bolj v nekem strahu ali pa neki živčen, ampak ti si tako eden od najbolj mirnih ljudi, ki jih jaz poznam. Jaz mislim, da bi že umrl, če bi v strahu zaradi tega. Mislim, ne, to je malo heca, ampak malo tudi dobesedno, ker mislim, da glih ta sprejemanje je pač tudi zaradi tega je tudi fizično zdravje boljše, ne. Ampak to gre zahvala pač domačim staršem, zdravnikom, ki so mi kot otroku dali neke te temelje, ne. Ker ni bilo, okolje je bilo zelo pozitivno, spodbudno, sprejemajoče, ni bilo tega, ne. Da bi bilo neki strahovi, pa da bi nekdo projeciral na mene neki. Ampak jaz mislim, če bi bil v krču zaradi tega vsega, kar je bilo in kar se je dogajalo in vsa ta leta bolnice, ki so bile, več ne bi delač prišel. A spremljaš novice ti? Ne, vsak dan. Mislim, vem generalno, kaj se dogaja, ampak spremljam nekaj, ampak nema preveč. Ko se mi zdi, da bi vsak dan bil čisto temu in tudi poti malo popači. Realnost. Zanima me, kaj tebi pomembno v življenju? Wow. A tako družbeno? Ali nasploh? Ne Mislim, vem. če osebno rečem, bi rekel pač odnos do sebe in odnos do drugih. Iz tega se pol rodi nek mir v srcu, pa neka pot, pa zanimanja, ki ne zanimajo, pa nekaj, kar radi počnemo. Družbeno pa, mislim, človek in okolje. Mislim, to je v bistvu, vse življenje so pač odnosi, ne? Ali do sebe, ali do drugih. In v družbi pač podobne stvari zanimajo, ne? Odnos do sočloveka, pa tudi do samega sebe na koncu, ko vse se začne tam, ne? Pa se vam projecira tudi stvari, ki so, mogoče jih imaš vse noter. S tvojim vedenjem, ki ga imaš, to je kot nek tvoj dar. Mislim, sem hvaležen. Se mi zdi, da je dal neko tako zelo unikatno izkušnjo, ne? In se mi zdi tako običajno je malo, nam rekel dolg čas, ker nič ni. Ampak se mi zdi tako, sem hvaležen za to, je drugačna izkušnja življenja, to sigurno. In pa še vse, kar sem v življenju počel, pa vse to, ne? Je tako nek hecen paket. Ja, zelo, zelo zanimiv in hecen paket si. No, paket, nočem ti reči paket, ampak bolj zanimiv človek, no. Morda zadnje misli, tudi mogoče v povezavi s tvojim zapisom, ki si ga delil na družabnih omrežjih, eden redkih zapisov, sicer se ne tako izpostavljaš, ne? Ampak kaj bi... Pišem veliko, sam nejavno. Ja, aha, okej, morda še kaj prihaja. Imam veliko napisanega, tudi pesmi, vse živo, sam noben ne ve. No, zdaj vejo. Well, boš pokazal, ko prekineva, ali pa ne? Ne, okay. Nisem še noben, ni še čas. No, dobro, naj se macerira. Ja. No, ampak vsem tem, kar si, nočem se zdaj, kot te zdaj tukaj razglašati kot za nekega preroka, ampak kaj bi bilo tvoje sporočilo, mogoče? Jaz bi, mislim, tako težko, moje sporočilo bi sam bilo, da človek ohranja iskrenost do sebe in do svojih vrednot. Ker se mi zdi, da tudi v tem svetu, ki živimo, sistem
zelo rad popači našo moralo in percepcijo, kaj je moralno in kaj ni. In s tem to se pol projicira v odnosu do drugih in do sebe. In mislim, da ohranjati to iskrenost do sebe in do svojega početja, kaj počneš, da je vredno, da je to v bistvu vse, kar imaš, to in odnosi. Ne? In slediti temu, kar te zanima, ne? Ker pač zares obstaja sam ta trenutek in kdo ve, če jutri bomo in nič ne robe, če nas jutri ni več. Sam važno je, kako smo do trenutka prišli. Ne? Pač vse bo šlo, vse mine. Zdaj. Tako. Jan, najlepša hvala. Ja. Bi še kaj povedal? Ne, nimam. Mislim, da si veliko povedal. Ne vem, koliko časa sem sploh govorila. Urco. A je bila urca? Oh, wow. Mislim, da je tako 15 minut. Upam, da tudi poslušalcem gre tako hitro mimo. Ja. Gremo kosil kuhati. Točno to, jaz sem že tako lačna. Gremo. Ok, hvala. Ja. Hvala, Jan, in hvala vsem, ki ste prišli do konca. Upam, da ste našli kaj zase v tej epizodi. Če ste, oziroma če mislite, da bi kdo drugi, jo prosim pošljite komu. Naročite se valjda na Rožnato dolino in vas tudi čakam za kakšne komentarje, ocene, kritike, seveda na Instagramu kot Katja GS ali pa ne vem, še kje druge. Lepo se imejte in se slišimo čez 2 tedna. V zapor grem. Komaj čakam.